V petek zvečer so na Zbiljskem jezeru zopet poskrbeli za nekaj novega. Na posebni vodni zavesi so projicirali nov celovečerni slovenski film Vsega je kriva Nina. Menda so jo obtožili tudi ne najbolj jasne slike, toda gledalci so bili kljub temu nad novim načinom projekcije navdušeni. Projekcija filma Vsega je kriva Nina, avtorjev Marka Gajića in Mihe Dulmina, je ob Zbiljsko jezero privabila lepo število obiskovalcev. Projekcija na vodno zaveso je v Sloveniji namreč precejšnja novost in je razen v Laškem še ni bilo mogoče videti, projekcije celovečernega filma na ta način pa pri nas sploh še ni bilo. Do tega pa je prišlo po spletu različnih okoliščin. Z Mihom smo se že pred poletjem pogovarjali, da bi njegov film predpremierno predstavili na Zbiljskem jezeru na platnu. Pa sva že takrat oba dva nekako razmišljala, kako bilo to lepo narediti na vodi. In potem vse, kar smo spraševali po Sloveniji, se ni dalo dobiti. Kar naenkrat se je pa pojavila, lahko bi rekel, pojavila skupina Triangel, ki je želela tukaj predstaviti to svojo vodno zaveso, jo tudi stestirati. Mi smo se pa seveda priključili in potem pomagali organizirati nekatere stvari, predvsem tudi tehnično, da se je lahko današnja projekcija izvedla. Film je bil projiciran iz vodne gladine na vodno zaveso, za kar je poskrbela produkcijska skupina Triangel, vodno zaveso pa je zagotovilo podjetje Vekronija. Projekcija na vodo mislim, da je kar noviteta. V svetu nekaj tega je, pri nas pa mislim, da smo kar edini, ki smo pač eno tako zadevo pripravili. To je samo en segment, ta vodna zavesa je en del, zraven sodijo še curki, vodni curki za neke vodne simfonije in ples curkov, barvastih curkov in podobno. Tako da tu smo pač, glede na to, da pač potrebujemo samo neko projekcijsko platno, smo prinesli samo to, pripeljali samo vodno zaveso. Čast predvajanja na vodno zaveso je pripadla novemu slovenskemu filmu Marka Gajića in Mihe Dulmina Vsega je kriva Nina, ki je tako doživel še eno izmed predpremier. Ja, zelo sem vesel, da je vreme zdržal, kakor je kazalo, da ne bo, da bo padal. Tudi s produkcijsko skupino Triangel smo se menili, a bomo imeli danes ali ne bomo imeli danes, in smo se pol ob dveh odločili, da ja, so pripeljali in smo spremljali vreme, in tako da zelo sem zadovoljen, kar je uspel. Obiskovalci so bili nad novim načinom predvajanja filma navdušeni, so pa pripravljalci projekcije zagotovili, da to še ni bila optimalna izkoriščenost vodne zavese, saj naj bi ob bolj optimalnih pogojih bila slika bolj ostra in stabilna. Vsekakor pa je to način, na katerega bomo zagotovo še kdaj doživeli kakšno projekcijo. To je bilo vse v današnji informativni oddaji. Želimo vam le še lahko noč in lepe sanje.